Pozdravljeni. Po zmagi Charlesa Leclerca na veliki nagradi Italije je navdušenje nepopisno. Tako verjetno zanj, kajti druga zmaga v 7 dneh je enkraten rezultat. Skuderijo Ferrari, kjer so dokazali, da le niso tako slabi med vsemi navijači, kajti bila je to njihova domača dirka in konec koncev med vsemi, ki imajo radi Formulo 1. A ta dvojna zmaga Charlesa Leclerca srednje in dolgoročno ima lahko negativne posledice. Negativne posledice, katerih se pravzaprav danes, sedaj tu, v vsej tej evforiji niti ne zavedamo. Situacijo bom predstavil iz 3 različnih zornih kotov, kjer bomo videli potencialno negativne učinke in menim, da je situacija taka, da tako ali drugače nekdo iz teh 3 akterjev bo na koncu potegnil krajšo. Začnimo najprej s Charlesom Leclercem. Ta je seveda vroča tema, dober voznik, a nekaj se je pri njem spremenilo. Ni več tisti šampion prihodnosti. Iz šampiona prihodnosti, iz tistega, ki je nekako bil v vajeniškem stažu pri skuderiji Ferrari, je postal vodja sedanjosti. Sedaj je na njegovih ramenih tisto breme povleči Ferrari ven iz krize. In problem seveda ni v tem, problem je nekje drugje. Vsak voznik ima fazo rasti, ampak tudi fazo padcev. Te faze se izmenjujejo med seboj in poglejmo samo, kaj se je zgodilo s Sebastianom Vettelom. Če je bil še na veliki nagradi Kanade nek tragični wagnerijanski junak, kateremu so odvzeli tisto zmago, je se kdaj nekdo, ki je komaj dober za drugega voznika, sploh kaj dela še tam v Ferrariju. Problem je, da med tema 2 dogodkoma je minilo borih 7 velikih nagrad. Javno mnenje, predvsem navijači Ferrarija, so izjemno zahtevni, kritični in hitro obrnejo svoje mnenje. A navijači tu niso tak problem, kot je problem ekipa sama, ki je po mojem mnenju tudi obrnila svoje prioritete. In prav Sebastian Vettel je tisti drugi zorni kot, na katerega moramo gledati. Namreč njegova kriza traja več od teh 7 velikih nagrad. Najmanj recimo temu 14 mesecev. Nihče ga ni znal psihološko spraviti do tega, da bi dosegel nove zmage, a tudi sam je dosti pripomogel k temu. Vseeno pred seboj ima generalno gledano 2 izbiri. Hoče nadaljevati s kariero voznika Formule 1 ali bo obesil čelado na klin. Njegova odločitev. Če bo izbral tisto drugo varianto, da bo nehal, je tudi njegova odločitev kdaj. Sedaj, sredi sezone, ne bi bil prvi. Na to, bom rekel, lahko po tej sezoni tudi možno, oziroma komu poteče pogodba po koncu sezone 2020. Njegova odločitev, nihče ga ne sili voziti. A druga varianta, da hoče nadaljevati, ima spet 2 možnosti. Nadaljevati v skuderiji Ferrari, kjer je zaprisegel večno zvestobo v medijih, ali iskati srečo v kaki drugi ekipi. Vprašanje sedaj tu je, v kateri ekipi kdo si želi Sebastiana Vettela v taki formi, kot jo vidimo danes. Čeprav so bile neke insajderske novice, da bi si ga želeli pri Red Bullu, menim, da nihče si ne želi Sebastiana Vettela, ki dela take napake, kot smo jih videli na veliki nagradi Italije. Žal, najprej bo moral Sebastian Vettel spremeniti nekaj pri sebi. In kaj pričakujemo od njega, da bo spremenil? Svoj odnos do dirk, pokazati mora več agresivnosti, več tiste želje po zmagi. In tu bo bistvena sprememba, kajti do sedaj, če pogledamo v sezoni 2017-2018, je bil njegov glavni nasprotnik Lewis Hamilton, z njim sta se borila za prevlado v svetovnem prvenstvu. Sedaj, če hoče spremeniti korenito potek te sezone, mora svoj cilj spremeniti na Charlesa Leclerca, svojega zaveznika v ekipi, moštvenega kolego in prvega nasprotnika. Samo ko bo Leclerca premagal in malce tudi ponižal, bo spet pokazal tisto svojo dominacijo v ekipi in vrednost kot 4-kratnega svetovnega prvaka.
mu bo to uspelo, ne vem, bo spremenil svoj odnos, tudi ne vem, a trenja med obema voznikoma so že vidna. In tu pride na površje tisti tretji zorni kot Scuderie Ferrari. Te dve zmagi Leclerca za Scuderijo Ferrari, predvsem inženirje, so seveda lep obliž na rano. Sedaj imajo neki izgovor, da pokažejo javnosti, delničarjem in vodstvu Ferrarija, da le niso tako slabi in da ni treba pravzaprav iskati krivca za slabo sezono ter nekoga odpustiti. Izgovor je dober, seveda sezona je porazna, priznajmo si, niti v trenutku niso ogrožali Mercedesa, če gledamo rezultate v skupnem seštevku voznikov in konstruktorjev. A vseeno koncentrirali se bojo na naslednje leto, kot smo že mnogokrat slišali. A prva težava je vezana na Sebastiana Vettela. Namreč, ukolikor se on odloči prekiniti svojo pot med dirkači, kaj jim še ostane? Seveda imajo pod pogodbo Verlaina, Hartleja in tudi Mick Schumacher je možna opcija. A menim, da nihče izmed teh treh ni zrel za ta položaj. Bomo videli, nihče ni trdil, da bo Sebastian Vettel nehal z dirkami, tudi sam mislim, da je to izjemno malo verjetno. A vseeno, prišli bojo v situacijo, ko imajo Sebastiana Vettela kot drugega voznika, kateri je izjemno dobro plačan. Na drugi strani tudi Charles Leclerc po takih rezultatih bo zahteval več. On in predvsem njegov menedžer Nicolas Todt vesta, koliko sta sedaj vredna po teh dveh zmagah. In to morda ne bo všeč vodstvu koncerna. A o tem bomo videli v naslednjih fazah. Problem, ki je pa bolj pereč, je prav ta, če se Sebastian Vettel odloči boriti proti Charlesu Leclercu za to prevlado v ekipi. Videli smo v preteklosti, da ta interni boj pravzaprav za ekipo je vse drugega kot koristen. Poglejmo samo te primere iz bližnje preteklosti, kar smo videli v Red Bullu, v Mercedesu ali tudi v tistem, kar smo imenovali nekoč Force India. Kratko je v teh internih dvobojih zmeraj v zgodovini Formule 1 povlekla ekipa. In to za Ferrari, kateri si želi predvsem osvojitev naslova med vozniki oziroma med konstruktorji, je vse prej kot zaželjeno. To so tiste negativne posledice, katere so možne. Kaj se bo zgodilo, bomo vsi videli v naslednjih mesecih in naslednji sezoni. A ta dvojna zmaga je prelomna. Spravila je vso situacijo v položaj, da bo eden izmed teh treh akterjev prej ali slej potegnil kratko. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.